Samo sebe imam za hudega volka samotarja, ampak tekom let sem spoznala, da je moj talent povezovanje. Povezovanje ljudi, povezovanje vsebin, zamisli, celo povezovanje živali, rastlin, zato ker pač vidim, nekako se mi utrnejo neke stične točke in potem to povežem in zagledam harmonijo in uživam v tem. Jaz sem sicer računalničar, ampak ne bi izpostavil tega talenta oziroma dela, ki ga upravljam, ampak rad pišem pesmi. Kot otrok ali pa mladostnik sem bil zelo strasten in je kar kipelo iz mene in sem naredil ogromno enih pesmi in bi si rad enkrat pripravil pesniško zbirko. To mi je izziv. Imam veliko dejavnosti, kjer upam, da izražajo tudi moj talent in izredno težko se z vsemi ukvarjati. Po poklicu sem andragog, izobraževalec odraslih, po izobrazbi sociolog, učil sem angleščino, učitelj joge, sem učitelj tajske masaže, rad imam šport, kolesarim in hodim in največja težava je, da ne morem vseh talentov svojih pripeljati do vrhunca. Če namreč želiš talent odpeljati do gor, se moraš z njim ukvarjati. Tako da bom zgleda ostal nekje na enem povprečju, ampak bom pa počel vse, kar vam rad. Moj talent je razvijanje gibalnih sposobnosti. Začela sem v osnovni šoli, ko sem gledala film Dirty Dancing in sem se zaljubila v Patricka Swayzea in seveda sem hodila biti plesalka. Po možnosti njegova plesalka, ampak to ni šlo. In ko sem končala svojo plesno kariero, sem se začela ukvarjati tudi z drugimi športi. Vsak dan pa dejansko delam jogo in s tem ohranjam te svoje gibalne sposobnosti in jih še dodatno nadgrajujem. In to mi daje nek občutek iz popolnjenosti, svobode, nekega dosežka že na vse zgodaj zjutraj. Veste kaj, kar pogumni morate biti. Ko se spominjam svoje, bi rekla, mladosti, ko sem se odločala za študij, verjetno nihče med vami ne bo pomislil, da bi jaz pravzaprav morala biti pianistka. Vsi so to od mene pričakovali, ker sem pač kar bila talentirana za to in sem tudi končala teh 10 razredov. Praktično bila pred sprejemnim izpitom, jaz pa sem se odločila drugače. In to zelo drugače. Saj veste, da sem študirala gozdarstvo in še enkrat bi ga. Ne vem točno, kaj je bil tisti vzgib, vsekakor pa sem sledila svojemu občutku. In to je terjalo nek pogum in tega vam svetujem prav vsem, da niste sledilci navodilom, usmeritvam medijev, staršev, sosedov, okolja, ampak sledite sebi, ker tam boste svobodni in tam boste najboljši v resnici. Od klavirja me je odvrnila trema pred nastopanjem na odru. Gost pa je predstavljal prostor svobode in to svobodo privoščam od svojih vnukov prek sebe in sodelavcev, seveda najbolj tudi vam. Kar vzemite si jo, zaslužite jo in to vas bo najdlje preneslo. Moj talent je komunikacija, sodelovanje, povezovanje ljudi in to počnem kar naprej non-stop v službi, doma, v bloku, kjer stanujem, v klubih, kjer delujem, tudi neformalno. Izjemno veliko priložnosti imam za to in mislim, da mi gre kar dobro od rok.